Čau. Čau, Daš. Kaj zdaj? Sem gledala eno oddajo, veš, o strojnikih. Ja? In si kaj naučila? Ja, da je strojništvo eden izmed najstarejših poklicev na svetu. No, to pa nisem vedel. A si se še kaj ali je to vse? Ne, sem se naučila recimo, da strojnik dela, načrtuje in izdeluje stroje. Ja, jasno. Še kaj? No dobro, naučila sem se na primer, da deluje na področju mehanike, pa na področju toplote, pa energije. Skratka, ful enih različnih stvari. Ja, v bistvu je to pa ena taka zelo obširna veda, tole strojništvo. Delajo, ne vem, klimatske naprave, hladilne naprave, dvigala, tekoče stopnice po trgovinah, robote, vse polno enih stvari v proizvodnji. Pol zraven si lahko pa še, kako se že reče, administrator ali pa menedžer. Čak, menedžer pa strojnik. Kaj pa delajo potem tile? Načrtujejo, analizirajo, sintetizirajo. Ej, pa kje oddajo? Kje si to gledala, kje si to naučila? Discovery Channel. Discovery? Jaz to rad gledam, ful. Veš kaj, predlagam, da gremo midva preveriti, kje se tele mojstri vsega tega naučijo. Cool. Pol si bom jaz izbrala recimo strojni faks. Strojni faks. Ja, tam je veliko fantov, ja. Jaz bom pa našel eno žensko, ki ima svoje podjetje in je strojna inženirka. Žensko. Žensko, ja. Gospa Prne, s čim se ukvarja vaše podjetje? Naše podjetje se ukvarja z izdelavo kontrolnih priprav za avtomobilsko industrijo. To se pravi, da za vse te firme, ki delajo komponente, ki vgrajujejo avtomobile, mi izdelamo kontrolne priprave, v katere potem vložijo te njihove komponente in vidijo, če so dimenzijsko ustrezni. In potem lahko te komponente kasneje, ko jih prodajo naprej, z lahkoto vgrajujejo avtomobile, brez da bi prišlo do kakšnih zastojev. Pravijo, da je strojništvo bolj moški poklic, kako to, da ste ga vi izbrali? Ja, jaz sem se v bistvu odločila za ta poklic zaradi tega, ker smo imeli podjetje že, moj oče je že, ko sem se jaz rodila, je imel že to podjetje. Potem sem veliko kot otrok skakljala po podjetju in gledala, kaj se počne, ampak takrat še nisem imela namena, da bi šla na strojno srednjo šolo ali pa fakulteto. Ampak kasneje, ko sem končala osnovno šolo, so me pa vsa žlahta prepričevala, ker jaz pač izhajam iz take familije, da so vsi strojniki. Fakulteta za strojništvo je bila v tehničnem delu ena od soustanoviteljic Ljubljanske univerze leta 1919. Potem, ko je prešla neko obdobje skupne tehnične fakultete, je se leta 1960 osamosvojila, tako je nastala Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko. In od takrat naprej štejemo Fakulteto za strojništvo kot enotno fakulteto. Kako poteka izobraževanje pri vas? Pri nas imamo izobraževanje po Novi Bologni pripravljeno v 3 programih. 2 programa sta za prvo stopnjo, in sicer projektno-aplikativni in razvojno-raziskovalni. V drugi stopnji imamo pa samo še razvojno-raziskovalni program. Skupaj z doktorskim študijem imamo torej na Fakulteti za strojništvo vsega skupaj samo 4 programe. To je bistvena razlika. In zato trdimo, da je bolonjska prenova pri nas, poleg tega, da imamo resne, redne profesorje, ki imajo laboratorije, da je uspešna.